Kje se zdaj nahajamo? Tukaj smo zdaj pri krmilnici, ki je namenjena za zimsko krmljenje divjadi, predvsem muflonov. Ne toliko srnjadi, ne toliko jelenjadi, ampak predvsem za muflone, ki niso domorodna vrsta od tukaj, prihajajo iz drugih krajev in se ne znajo tako normalno obnašati, kot se recimo srnjad obnaša. Kaj so sploh mufloni? A so podobni na primer jelenu? Ne, manjši so, bistveno manjši. Tehtajo tam od 20 do 50 kg, so pa posebna vrsta divjih koz. Koliko muflonov pa živi v Sloveniji? To je pa izredno težko vprašanje, nihče ne ve. Pred 60 leti so jih naselili in potem so se te skupine razširjale. Nekateri so se razširjali, če so imeli naravne pogoje, na širše območje, nekatere so pa preminule, bodisi zaradi plenilcev, bodisi zaradi pomanjkanja hrane, bodisi zaradi bolezni, ker jim teren prehrane ni pasala in tako dalje. A mufloni živijo samo v gozdu? Predvsem v gozdu. Gozd jim je kritje, skrivajo se, ne marajo ljudi preveč. Konstrukcija njihovih parkljev je taka, da jih morajo brusiti v skalovju. Najrajejše v strmih pašnih predelih in pa v skalovju. A vi ste že srečali muflona v naravi? Ja, seveda. Ampak pogoj pa je, da hodiš potiho, da ne stopaš po vejah, da ne ropotaš, da ne klepetaš in da telefon pustiš doma. Kaj pa mufloni jejo? V glavnem so rastlinojedi, trava je njihov osnovni vir, potem so listovci, potem so iglavci, potem so posamezni plodovi, to, kar smo tukaj videli. Dodatno, ker pa niso navajeni prehranjevanja v naših krajih, jih je pa treba po zimi tudi krmiti. Poleti ne, samo po zimi. To je pa hrana za muflone. Ja, seveda, tukaj je pa seno. Kaj bomo pa naredili s tem senom? To seno bomo naložili na to mesto, da bodo mufloni iz zunanje strani lahko jedli. A lahko probamo? Seveda, lepo prosim. Tako pa je to približno seno? To je za enega muflona. Če jih pride 10, je potem poraba veliko večja. A je pomembno, koliko sena pa damo tukaj? V glavnem, mufloni čez zimo v visokem snegu morajo imeti dovolj hrane, nikoli ga ne sme zmanjkati. To je bistveno. A ga moramo dati do vrha? Če je huda zima, potem do vrha napolnimo. Za muflone na nek način posladek? Seveda, poleg sena imajo izredno rade tudi sadne tropine, pa morda nekoliko koruze vmes. To je izredno koristno, izredno priljubljeno. To je isto, kot če bi sladoled jedel po kosilu. A je važno, kam damo pač? Ne, v glavnem mufloni sami znajo poiskati, kje je to. A lahko še jaz malo poskusim? Seveda. Volej. Pa predlagam, da kar dvigneš to, pa se tako naredi, pa se tako stresa. No, evo, pa smo jih nakrmili. Opazil sem, da imajo mufloni zelo zavite rogove. Zakaj jih imajo? Ja, to so posebna vrsta koz, to je posebna kožno-roževinasta tvorba, to je isto kot noht. Raste iz korena ven in potem se zavija in raste, čim starejši je, tem do določene faze potem zraste. Kaj pa tista hišica tamle? Ja, tista hišica je pa namenjena za opazovanje, ko lovec pride in se potem postavi na tisto hišico in opazuje. Samo opazuje. A to opazujete poleti in po zimi? V glavnem to jeseni in pa po zimi, ko divjad, ko mufloni hodijo na krmišče. Poleti jih ni. Poleti imajo svoje zaloge hrane v naravi, v napašnikih in hočejo svežo hrano. A to so kakci od muflonov? To so iztrebki od muflonov, ampak mislim, da so zraven tudi še nekaj od srnjadi, pa verjetno od jelena. To so znaki, da je žival prisotna, da je divjad prisotna in da hodi sem.